Dober večer, dobrodošli na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku. Poseben pozdrav namenjam letošnjim dobitnikom Meškovih nagrad za doprinos v kulturi v domačem okolju. Seveda pa poseben pozdrav velja tudi županu Danijelu Vrbnjaku in njegovi soprogi. Lepo pozdravljam tudi podžupana Zlatana Pafuliča in njegovo soprogo, potem Andreja Kosja, soprogo, direktorico občinske uprave Miljeno Debeljak, svetnicam in svetnikom v občinskem svetu tudi velja poseben pozdrav. Prav tako mini županji Evi Kirič ter mini podžupanji Živi Kosanč, predsednikom krajevnih skupnosti v občini, predsednikom in predstavnikom vseh kulturnih društev v občini, vodji območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož, Barbari Podgorelec, direktorjem javnih zavodov, ravnateljem šol in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, pa seveda našemu gospodu župniku Dragu Avseniku, ki je tudi med nami. Ter seveda vsem vam, spoštovane občanke in občani, ki s prisotnostjo na nocojšnji proslavi dokazujete, da je tudi obisk takšnih prireditev košček v splošnem kulturnem mozaiku neke družbe. Kultura ima seveda veliko obrazov in na nas samih je, kateremu od teh obrazov sledimo. Kultura ni le umetnost, ki jo občudujemo v galerijah, gledališčih ali knjigah, je način, kako mislimo, čutimo in živimo. Prežema naš vsakdan v jeziku, glasbi, običajih, vrednotah, daje nam identiteto, povezuje preteklost s prihodnostjo in oblikuje skupnost, v kateri živimo. Brez kulture bi bil človek oropan globljega smisla in izraza. Omogoča nam, da razumemo sebe in svet okoli nas, da sanjamo, ustvarjamo in rastemo. Kultura nas bogati, odpira srca in širi obzorja. Tako je za uvod v današnji kulturni program zapisala mentorica šolarjev osnovne šole Ormož, Aleksandra Kociper. Namreč kulturni program na današnji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku so pripravili učenci in njihovi mentorji na osnovni šoli Ormož v sodelovanju z glasbeno šolo Ormož. Torej sledi kulturni program, ki so ga pripravili naši šolarji. Sem dolgo upal in se bal. Slovo sem upal, strahu dal. Srce je prazno, srečno ni. Nazaj si up in strah želi. Kultura je ustvarjalnost, komunikacija, živost jezika. Oder je eden izmed zelo pomembnih čarobnih prostorov. Tukaj otroci dobivajo prve korake, prva znanja v svet gledališke umetnosti. In kadar jim prikažemo, da je oder nekaj čarobnega, pridobijo otroci veliko na svoji samozavesti. Vesela sem, da lahko del kulture prenašam na mlade rodove. Kajti skrbi me ta prihodnost in te različne tehnologije, ki nekako naše otroke odvračajo od tega, da bi posegli po lepi besedi, po lepih dejavnostih, se pravi, da bi se ukvarjali z različnimi kulturnimi dejavnostmi. Verjamem, da nam bo uspelo te mlade rodove čim bolj
pritegniti in spodbujati, da bodo naprej delovali na kulturnih področjih, kajti kultura smo ljudje. V današnjem času so največji izzivi pri spodbujanju bralne kulture hiter tempo življenja, konstantno pomanjkanje časa za branje in pa seveda tekmovalnost s vsemi obstoječimi digitalnimi vsebinami, ki so nam na razpolago. Poglavitno se mi zdi, da ostajajo splošne knjižnice široko odprti javni prostori za vse, ne glede na razlike kakršnekoli. Potem pa smo tukaj pomembni posamezniki, ki vplivamo na druge ljudi v svojih življenjih, naj si bo to v okviru družine, kjer z zgledom, našim bralnim zgledom lahko vplivamo na mlajše, ki so najbolj ogroženi od vseh teh digitalnih vsebin, ki jim kradajo čas za kvalitetno poglobljeno branje. Potem so tukaj pomembne knjižnice, ki moramo ostati javno odprti prostori z bogatim naborom literature, raznolikimi dejavnostmi, ki spodbujajo k premisleku in k poglobljenemu branju, raziskovanju literature in znanja, ki ga hranimo, in v nadaljevanju ostale kulturne in vzgojno-izobraževalne organizacije, ki lahko v vsakem obdobju življenja s kvalitetnimi vsebinami, z dobrimi pristopi nagovarjajo in motivirajo k branju. Ni lepšega, kot v svojem prostem času si ali za sprostitev, ali za izobraževanje, ali za poglabljanje, poznavanje sveta, življenja drugih, vzeti v roke dobro knjigo in se prepustiti, da te odpelje, da te ponese v tiste druge svetove domišljije in znanj. Ko brez miru okrog divjam, prijatelji prašajo me kam. Prašajte raj, oblak neba, prašajte raj, val morja, kadar mogočni gospodar drvi sem ter tje vihar. Oblak ne ve in val nekam, kam nese me obup, ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje nje ne smem in da ni mesta vrh zemlje, kjer bi pozabil to gorje. Vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Te uka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se strup prebrača, vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev, notranjih bi igrača, zvesto srce in delavno ročico, za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico.
mi mirno plavala, bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Zame je ohranjanje kulturnih običajev in tradicij pomembno iz več razlogov, ker te kulturne tradicije, kulturni običaji in tradicije nas nekako povezujejo z našo preteklostjo, z našimi predniki. Prav tako se tudi na ta način bolj povezujemo z skupnostjo, tako posamezniki kot tudi celotna družba. Pa tudi je pomembno, da na tak način spoznavamo neke znanja, neke veščine, ki se prenašajo med generacijami. Umetnost in kultura sta gotovo zelo pomembni, ker domujeta tudi po muzejih in tudi po galerijah. In muzeji smo tisti, ki nekako ohranjamo našo dediščino in jo tudi prezentiramo ob različnih dogodkih. Največja vrednost kulturnega praznika je pravzaprav v tem, da se zavedamo pomena slovenskega jezika, slovenske besede, da smo lahko ponosni na našo slovensko besedo, da jo lahko govorimo in seveda potem tudi pišemo. Prav tako pa vemo, da se tega dne še bolj posvetimo vsem kulturnim ustvarjalcem in pa umetnikom, ki se jim za posebne dosežke na področju umetnosti potem tudi podelijo različna priznanja. Kultura je pravzaprav v širšem pomenu vse, kar nas nekako predstavlja, torej dela tudi naše življenje lepše, bogatejše. Ja, umetnost je ena takšna zapletena stvar. Če pogledamo zgodovino nazaj, je izjemno število lepih stvari se ustvarilo, narisalo, poslikalo, napisalo, zgradilo. Vpliv umetnosti je seveda izjemno pozitiven, obenem pa je dovolj tistih, ki tega ne cenijo oziroma so pripravljeni to na lahek način pokončati. Fotografija je ena taka, bi rekel, zahtevno delo, ki gradi na podlagi izkušenj, opazovanj in predvsem dela in še dela. Zdaj, navdih je seveda vse, kaj je lepo, vse, kaj je dovolj nenavadno, da je potrebno zabeležiti, ali je to pri ljudeh, ali je to v naravi, ali so to neke umetne stvari. Fotografija današnjega časa je seveda bistveno drugačna, kot je bila pri mojih začetkih, se pravi nekaj 10 let nazaj, ko si na leto pofotografiral nekaj filmov, mogoče 10, se pravi vseh posnetkov bilo na leto napravljenih komaj nekaj 100. Danes je seveda količina neprimerno večja, nekje sem zasledil podatek, da je v vsaki sekundi napravljenih več posnetkov, kot jih je bilo pred 10 leti napravljenih vseh do tega časa. Ne. Poet tvoj nov Slovencem venec vije, s 15 sonetov ti tako ga spleta,
da magistrale pesem trikrat peta, vseh drugih skupaj veže harmonija. Iz njega zvira, vanga se spet zlije. Po vrsti pesem vsakega soneta. Prihodnja v prednjem koncu je začeta, enak je pevec pencu poezije. Vse misli zvirajo z ljubezni ene in kjer po noči v spanji so zastale, zbude se, ko spet zarja noč prežene. Ti si življenje mojega magistrale, glasil se z njega, ko ne bo več mene. Ran mojih boš spomin in tvoje hvale. Najne mlade oči vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre srčne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobrim ljudem in mladim očem verjela bi vse, zares prav vse. Kdo zna noč temno razjasnit, kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce? Od zore do mraka, od mraka do dne. Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni? Brez zub prihodnjih odvzeti pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori. Kako biti hočeš poet in ti pretežko je v prsih nosit ali pekel ali nebo? Stanu se svojega spomni, trpi brez miru.
lepa, je živa, je dinamična, ves čas se spreminja in pa razvija. Kultura je del našega vsakdana, je pravzaprav življenje samo. Kultura je vrednota, ki nas dela edinstvene in nas povezuje. Skozi kulturo se kot posamezniki lahko izrazimo, skozi umetnost, gledališče, literaturo, glasbo, ples, jezik, običaje in pa tradicijo. Kultura je življenje samo. Preko kulture poteka dialog med preteklostjo, sedanjostjo in pa prihodnostjo. Ni pa kultura samo tradicija in pa običaj. Kultura je ogledalo družbe. Brez kulture kot narod ne bi obstajali. Je temelj, na katerem stojimo in brez katerega bi se izgubili v pozabi časa. Kulturo bi v sodobnem času morali obravnavati kot naložbo v prihodnost. Brez kulture bi izgubili povezovanje, spomin na preteklost in ustvarjalno moč, ki nas žene naprej. Posamezniki in organizacije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, razvojem in pa ohranjanjem kulture, imajo ključno vlogo pri oblikovanju prihodnjih generacij. Moje mnenje je, da bi potrebovali večjo podporo, tako v smislu obiskanosti dogodkov, kot v izboljšanju pogojev za kulturno udejstvovanje, kakor seveda tudi finančno podporo. Kultura mora postati priznana in cenjena kot temelj naše identitete. Ta ples, ta led, vse tvoje barve srca, prelepe za oba. Ne morem stran od oči, preveč boli. Ne morem stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, ja ne moram te obit. Vedno bolj v glavi razbija in zlija telo. Tvoja slika v ogledalu, nekaj, kar ne rabim razumit. In nama ledenijo solze, pa bi morale zavrit. Že dolgo je, kar ne spim, stojim, bedim. Se nastavljam, zverim, ne pijem in ne jem. So tvoje barve srca preveč za naju dva. So tvoji biseri v očih pretemni za ta greh. Spet naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, ja ne moram te obit. Vedno bolj v glavi razbija in zvija telo. Tvoja slika v ogledalu, nekaj, kar ne rabim razumit. In nama ledenijo solze, pa bi morale zavrit. Ledina, ledina, ledina,
se pa bi morale zavriti. Prijatelji, odrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, po trtih prstih up budi. Komu najpred veselo, zdravljico, bratje, čmu zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče, matere. Sovražnike z oblakov, rodu naj naš ga treši grom, prost, ko je bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom. Naj zdrobe njih roke, si spone, ki jih še teže. Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša, boste last. Bog živi vas Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take je mladenke, kot naše je krvi dekle. Naj sinov, zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov. Mladenči, zdaj se pije, zdravljica vaša, vi naš up, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit, kliče čas. Živenaj si narodi, ki hrepene dočaka dan, ko koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase zdvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. O Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan, da tam si spočije v samoti srce, 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 srce.
Triglav moj dom, četudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje, kazala mi kras, le nate sem mislil strastno ves čas. Kjer potok izvira v skalovju hlada, od Triglav bodo, kako si krasan. Od Triglav moj dom, kako si krasan. Kako me izvabljaš iz nizkih gradov v zimski idili, na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. Tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, od Triglav moj dom, kako si krasan. Od Triglav moj dom, kako si krasan. Kako me izvabljaš iz nizkih
Slišali smo kulturni program, ki so ga za današnji večer, predpraznični skoraj torej, pripravili učenci osnovne šole Ormož v sodelovanju z glasbeno šolo s svojimi mentoricami. Še enkrat jih vabim na oder, pa tudi župana Danijela Vrbnjaka in podžupana Zlatana Fafoliča, da seveda tem kulturnikom mladim podelita šopke. Tako gre za izjemno gesto, torej župan Danijel Vrbnjak in podžupan Zlatan Fafolič podeljujeta šopke mladim nastopajočim in seveda tudi njihovim mentoricam. Veljalo bi jim še enkrat bučno zaploskati, kajti v njihov nastop je gotovo bilo vloženega veliko truda, pa tudi odrekanja. Hvala lepa, verjamem, da je vmes fotograf tudi vse to ovekovečil, tako da hvala lepa še enkrat vsem za nastop, en poklon dobri publiki, ki vas je spodbujala z aplavzi in srečno vsem skupaj še naprej. V nadaljevanju pa k nagovoru, k pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Ormož Danijela Vrbnjaka. Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Ormož, spoštovani ljubitelji kulture, drage prejemnice in prejemniki priznanih plaket, spoštovani ostali zbrani. Prav je, da se ob kulturnem prazniku spomnimo na pomen kulture v Sloveniji, v naši občini, da se spomnimo in zahvalimo vsem tistim, ki so se oziroma se še na področju kulture udejstvujejo in s tem dajejo velik prispevek, ki ga kot narod absolutno potrebujemo. Kultura je imela v zgodovini odločilno vlogo pri oblikovanju slovenskega naroda in slovenske države, saj je bila v zgodovini združevalna sila slovenskega naroda. To se je odrazilo v domoljubnih čustvih, ki so spodbudili dogodke, kateri so pripeljali do naše samostojnosti in naše lastne države. Kultura je namreč tista, katera nas povezuje. Kar ustvarjamo skupaj, je tudi tista, katera nas vodi skozi zgodovino, umetnost, jezik, običaje, in vse tisto, kar nas dela edinstvene in posebne. To niso le knjige, glasba ali umetniške slike, temveč so tudi naši običaji, naši pogovori, naši odnosi in naše vsakdanje navade. Kultura je živ in dinamičen proces, ki se razvija in spreminja, vendar je vedno globoko povezan z našim okoljem in našimi koreninami. Kultura je pomembna tudi pri razvoju inovativne in na znanju temelječe kulture. Prispeva k učinkovitosti izobraževanja, gospodarski rasti, zaposlenosti in k razvoju demokracije. Je del našega naroda in bistvo naše civilizacije.
Pri tem je pomembno, da se zavedamo, da sta prav slovenski jezik in naša kultura temelja, na katerih je naš narod utemeljil svojo identiteto. Tudi v Ormožu se lahko pohvalimo, da imamo bogato kulturo, da imamo bogato kulturno dediščino, da imamo ljudi, ki ohranjajo našo kulturno identiteto, da imamo ljudi, ki razvijajo našo kulturo in imamo ljudi, ki prenašajo bogato kulturno izročilo na naš mlajši rod in s tem prispevajo k ohranitvi le-tega. Seveda ne smemo pozabiti na velika imena iz ormoškega območja, ki so prispevala k temu bogatemu mozaiku izoblikovanja naše kulture. Ponosni smo na njih in ponosni bomo na vse tiste, ki delate oziroma bodo delali na kulturnem področju. Lansko leto je bilo v naši občini posvečeno Francu Ksavru Mešku, ki je bil poleg Ivana Cankarja okoli leta 1960 najbolj prevajan v tuje jezike med slovenskimi književniki. Pod njegovim peresom je nastalo vrsto del. Pisal je pesmi, povesti, romane, novele, črtice, drame in mladinske pripovedi. To, da je bil velik človek na področju kulture, samo priča dejstvo, da mu je bilo za njegovo delo podeljeno veliko priznanj in odlikovanj, kot tudi to, da so se po njem poimenovali dve knjižnici na Slovenskem, naša ormoška, kot tudi knjižnica v Slovenj Gradcu. Lokalna skupnost se seveda zaveda pomena kulture. Zato bomo naše napore še naprej vlagali v oblikovanje kulturi in ustvarjalnosti naklonjenega okolja. Zavedati se moramo, da kulturo ženejo drobni prispevki slehernega občana ali občanke. Prav vsak lahko po svojih močeh, znanju in talentih pomaga poganjati ta čudovit in bogat, pisan in živahen vrteljak kulturnih doživetij in dogodkov. Spoštovane prejemnice in spoštovani prejemniki današnjih priznanj in plaket. Rad bi se vam zahvalil za ves vaš trud in vložek, hkrati pa vas seveda naprošam, da pri tem delu vztrajate. Ker vaše delo ni samo doprinos sedanjemu času, ampak je tudi pomemben nastavek za naprej k ohranitvi kulture, katera se mora ohraniti in na katero bodo tudi naše prihodnje generacije ponosne. Spoštovani, bodimo ponosni na našo kulturo. Bodimo ponosni na naš jezik, na naše običaje, na našo kulturno dediščino. Naj nas vse to vedno poveže in združuje. Zato ponosno praznujemo kulturni praznik in ga živimo ne samo v kulturnem dnevu, ampak ga živimo iz dneva v dan, vedno znova in znova. O prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku vsem, še posebej pa ustvarjalkam in ustvarjalcem na področju kulture, kot tudi današnjim prejemnicam in prejemnikom občinskih kulturnih odličij, iskreno čestitam in vam želim vse dobro v nadaljevanju leta. Hvala lepa županu občine Ormož Danijelu Vrbnjaku za slavnostni nagovor. Tudi letošnja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku pa služi podelitvi priznanj Ksavra Meška. Zaslužnim z področja kulturnega ustvarjanja jih bosta podelila župan Danijel Vrbnjak in podžupan Zlatan Fafolič. Komisija za podelitev priznanj z področja kulture je na svoji 3. redni seji 16. januarja 2025 sklenila, da se letos podeli bronasta značka in 2 plaketi Ksavra Meška. Na predlog Kulturno-športnega društva Dobrava bronasto značko Ksavra Meška prejme Borut Žinko iz Lahoncev. Namesto Boruta Žinka, ki je opravičeno odsoten, bo prevzela njegova soustvarjalka v dramski sekciji v Kulturno-športnem društvu Dobrava Alenka Korpar. Borut Žinko iz Lahoncev 71 v dramski sekciji znotraj Kulturno-športnega društva deluje od leta 2012. Gre za aktivnost, ki terja veliko truda in časa, saj je prisotnost na vajah dramske sekcije enostavno nujna. Poudarjajo v Kulturno-športnem društvu Dobrava in dodajajo, da se lahko le tako doseže cilj, ki pomeni postavitev določene gledališke predstave na oder. Borut Žinko je eden izmed tistih, ki je vsem izzivom vedno kos, ki jih terja dramska sekcija.
Odlikuje ga vestno delo, a tudi veliko veselje do sodelovanja. Dodeljene vloge v različnih gledaliških predstavah je vedno odigral z veliko vnemo in ostaja nepogrešljiv člen vsake odrske postavitve. V društvu verjamejo, da si za svojo prizadevnost in prispevek k delu dramske sekcije vsekakor zasluži posebno pozornost v obliki bronaste značke Ksavra Meška. Na predlog knjižnice Franca Ksavra Meška pa plaketo Ksavra Meška prejme Ciril Ambrož. Ciril Ambrož že več kot 40 let s svojim fotografskim ustvarjanjem pomembno prispeva k ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter s svojim kulturnim udejstvovanjem, pobudami, idejami, energijo in prizadevnostjo na različnih poljih umetnosti prispeva k razvoju kulturnih dejavnosti ne le v lokalnem, temveč tudi v širšem regijskem in državnem okolju. Ciril Ambrož je sodeloval pri številnih projektih, izdaje pomembnih foto in drugih knjig, pripravil več kot 30 samostojnih fotografskih razstav z različno tematiko širom po Sloveniji. Izbrane motive rad predstavi tudi na predavanjih, ki jih je bilo tudi že več kot 100. V zadnjem času tudi v obliki različnih kratkih filmov. Veliko časa bi bilo potrebnega, da bi danes tukaj na tem mestu lahko našteli številna Ambroževa dela, ampak glede na lansko leto Franca Ksavra Meška naj izpostavim morda zadnje Ambroževo delo in sicer fotoknjigo Franc Ksaver Meško Moje poti, v kateri se Ciril Ambrož predstavi kot avtor idejne zasnove, urednik izbora literarnih odlomkov, avtor fotografij in zbiralec pričevanj. V monografiji so zbrane Ambroževe fotografije krajev, v katerih je Meško živel in deloval, ter prelepe fotografije narave in kulturne krajine, ki so izpod Ambroževega fotografskega očesa nastale po navdihu motivov Meškovih literarnih del. Vsi, ki ste imeli priložnost prelistati to fotoknjigo ali videti katerokoli fotografijo Cirila Ambroža, se boste gotovo strinjali, da si plaketo Ksavra Meška več kot zasluži. Čestitke seveda Cirilu Ambrožu in še eno plaketo Franca Ksavra Meška bomo podelili, in sicer na predlog kulturno-turističnega društva Miklavž pri Ormožu pa za več kot 30-letno delo na področju kulturne dejavnosti plaketo Ksavra Meška prejme Miklavški oktet. Plaketo bo prevzel Stanko Peserl, dolgoletni pevec, vse od začetka pravzaprav, in tudi prvi predsednik kulturnega društva Miklavški oktet. Takole pravijo: smo skupina simpatičnih možakarjev različnih višin, kilogramov in let. Vsak s svojimi interesi in karakterjem, na koncu pa vesela družba, ki jo združuje veselje do petja in muziciranja. Tako se radi predstavijo člani Miklavškega okteta, kar za pevce gotovo velja vseh 34 let, odkar delujejo.
Ustanovljeni so bili leta 1990, najprej sodelovali pod okriljem Kulturnega društva Miklavž pri Ormožu, nakar so leta 1997 skupaj s svojimi simpatizerji ustanovili pevsko društvo Miklavž. Prvi predsednik društva je torej bil Stanko Peserl. Svoje predsedniško poslanstvo je opravljal vse do leta 2002, ko ga je na tem mestu nasledil Mitja Novak, ki je bil predsednik vse do leta 2020, ko se je Miklavški oktet kot pevska sekcija pridružil Kulturno-turističnemu društvu Miklavž pri Ormožu. V letih do danes se je v oktetu menjalo kar nekaj pevcev, vse od začetka pa so zraven 4, med njimi tudi Leon Lah, ki vse od začetka deluje kot zborovodja. V več kot 30-letnem delovanju so pevci Miklavškega okteta opravili več kot 500 vaj in več kot 400 večjih in manjših nastopov. S svojim delom Miklavški oktet skrbi za posebno pevsko kulturno prepoznavnost krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu in seveda občine Ormož. Povsod pa svojim ubranim petjem in izbranim repertoarjem navdušijo, kar je več kot dovolj, da jim občina Ormož podeli najvišje priznanje za udejstvovanje na kulturnem področju, plaketo Ksavra Meška. Miklavški oktet. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom Meškovih nagrad in seveda hvala podeljevalcema. Sledi seveda skupinska fotografija, ovekovečen današnji svečan trenutek. Tako vse skupaj še nekaj trenutkov naprošam, naj ostanejo na odru, kajti v nadaljevanju besedo dobi eden izmed nagrajencev in sicer dobitnik plakete Ksavra Meška, Ciril Ambrož. Spoštovani, se moram kar sestaviti malo. Krasen program in najprej se moram zahvaliti osnovni šoli pa Aleksandri, seveda, ki je to vse skupaj držala oziroma vse skupaj izpeljala za tak krasen program in s tem napravila praznik popoln. Tako da, lepa hvala vsem. Z radostjo spremljam nastope mladega rodu na proslavah in dogodkih, še posebej na današnjem, ko častimo in žlahnimo besedo, ton, sliko, gib, podobo in glas. V mojih mladih letih so nam učiteljice postavljale merila, po katerih tudi danes uravnavam pot, korak in merilo lepega v tej dejavnosti, ki ni tekmovanje, je pa trdo delo. To, kar sprejmeš skozi učni čas in potem nadgrajuješ z novimi znanji ter spoznanji in potem prenašaš na mladi rod, je bistvo učenja. Pri kulturnem ustvarjanju pa je veliko lastnega zadovoljstva, ki preko izdelkov nudi drugim lepo ali pa pomaga merila lepega utrjevati. Danes smo tu vsi enaki, čeprav vsak s svojimi znanji in spretnostmi, vendar nam je skupen praznik. Zato vam želim, da vaši glasovi zvene pojoče, da bodo besede povedale želeno, da bodo instrumenti dali prave tone, da bodo čevlji pustili sled na plesišču, da bodo barve pokazale podobe in da bomo ob letu, ko bo sedežni red drugačen, peli in se igrali z besedami, do tedaj pa bomo cenili merilo lepega na vseh poteh kulture, ko bomo čakali na to, ne na to, da bo ta dejavnost dobila več denarja kot orožje.
Naj bo praznik kulture z žlahtnim oprahom. Če pa še za konec eno takšno hudomušno dodam, se mi je danes tista Švejkova zopet porodila, pa še vedno drži, jo povem, da krogla pa medalje ne zadanejo pravih prsi. Tako da lep večer vam želim in krasen praznik kulture naprej. Ampak samo za me. Še enkrat torej čestitke vsem dobitnikom nagrad Ksavra Meška, hvala lepa pa tudi vsem vam, ki ste danes bili tukaj prisotni. Hvala pa tudi seveda šolarjem še enkrat za prijeten kulturni program, torej v osnovni šoli Ormož, ki so program pripravili v sodelovanju z glasbeno šolo Ormož in njihovim mentoricam. Hvala tudi v imenu občine vsem tistim, ki so na kakršenkoli način pomagali, da smo pripravili in izpeljali do konca to svečanost. Čestitke ob slovenskem kulturnem prazniku, ki se bo torej godil 8. februarja v soboto. Lep večer vam želim še naprej in naj nam vsem skupaj vse te lepe besede še dolgo odzvanjajo v ušesih. V nadaljevanju ste vsi skupaj vabljeni v malo dvorano na pogostitev, ker še bo priložnost, torej, da nazdravimo prazniku in še kakšno rečemo. Srečno vsem skupaj!